Dobro jutro. Kako si? V redu, pa ti? Datum, ki vpliva na te? Zaenkrat še ne, ampak zdaj ne vemo, bo datum ali bo Martinovo. Več pustimo se presenetiti. Čakaj, ura še ni 10. Počakaj na Martinovo. Ja. Ja, zdaj to. 11.11 je danes. Lahko rečemo, da ni navaden dan, sploh zaradi 4 enic v datumu. Kaj lahko tako za začetek poveva o teh 4 enicah? To je eno izmed najbolj pogostih vprašanj, pravzaprav 11.11 na uri ali kot datum. Eni pravijo, da je najbolj mističen datum celega leta, zato ker pač enka je tista, ki simbolizira napredek, korak naprej, samozavest. 11 je pa mojstrsko število, ki pa označuje intuicijo, tisto nekaj več v življenju, se pravi, tisto žmoht, ki ga življenje ima ali pa nima. Se pravi, 11.11 naj bi bil po domače povedano tisti datum, ko mogoče nas pamet sreča, imamo kakšen uvid, kakšen preblisk, srečamo sami sebe. Zdaj, jaz mislim, da vsi nekako delamo sami na sebi, tako da kakšnega hujšega presenečenja ne bi smelo biti, je pa definitivno čas, v katerem gremo lažje naprej. Se pravi, če smo ujeti v neki situaciji, nam bi moralo biti danes lažje narediti nek premik. Premik. Kakšen vpliv ima še letnica zraven, se pravi 2025? Torej, letos je seštevek 4. Zato letos delamo na svojih koreninah, na svojih prednikih, lahko se pojavi strah. Naslednje leto bo to 5, se pravi, bodo pa take nestanovitne spremembe. Tako da letnica zelo vpliva zraven. Pravijo, da gre za angelska števila. Kaj pravzaprav to pomeni? To ne vem. Po pravici povedano, ker je več različnih razlag. Pa zdaj ne bi bilo pametno, ker lahko govorim za numerologijo, ampak definitivno angelska števila ne bi bila tista, ki ne bi nudila neko dodatno zaščito, neke malo drugačne vibracije. 4-4-4 recimo je taka kombinacija, ki je zelo popularna, ki naj bi pač neko tako energijski ovoj zaščiten dala. Dobro, kaj danes marsikdo tudi praznuje rojstni dan? Kakšen človek je? Rojen na 11.11. Nekdo, komor mogoče je izziv v vsakem trenutku intuicijo poslušati, ker včasih ne znamo čisto dobro ločiti, a gre za strah, a gre za željo, a gre res za nek preblisk. Definitivno pa nekdo, ki je prodoren. Tako da kdorkoli je rojen 11.11. je to oseba, ki bo zelo sledila sebi. Se pravi, če je to recimo najstnik, sočustvujem starši. Hvala lepa za to sočustvovanje. Ravno to imam doma. Hčerka Alja ima danes rojstni dan, Alja vse najboljše. In ne boš verjela, koliko je stara? Čakaj. Ne boš rekel, da je 11. 11. Da je nekaj. Ja, 11 je stara. Ja, vse najboljše pa, oči lej. Zdaj pa malo po njeno. Že vse življenje je po njeno in imam občutek, da bo tudi tako naprej. Ampak kako potem postopati s takim človekom? Ful pomembno je, da ima občutek tudi ona, da je del pogovora. Se pravi, zdaj, če bi bila ona stara 2 leti, bi rekla, ne bomo zdaj rekli, ljubica, greš spat, ker bo seveda rekla, kaj pa ti je, valjda, da ne lahko zamudimo v življenju. Ampak ne vem, kjero knjigico bomo brali, preden greš spat, kjero risanko bi pogledala, kjero pižamico boš imela, se pravi, nek so udeležena v odločitvah radi biti. Vata. Danes se bo tudi na uri pokazal 11.11. Kaj, če imamo to srečo, pa pogledamo ravno takrat na uro? Meni je toliko všeč, mislim, da si to začela 2007, minuta zdravljena za mati zemljo. Se pravi, če le vidimo 11.11, da bomo mogoče tudi, če sam misel pošljemo. Jaz mislim, da to grdih stvari se dogaja na svetu, da škodovati ne more, če malo ljubezni pošljemo v svet. Drugače pa, kadar vidimo 11.11, je pa za nas to potrditev. Po eni strani, da smo na pravi poti, po drugi strani, da smo pozorni na sinhronitete, se pravi, katere stvari se nam zlagajo, pa definitivno to, da se strukturirano lotevamo stvari. Se pravi, mi smo lahko še tako na pravi poti, pa če ga malo pobiksamo levo pa desno vprašanje, kam bomo prišli, pa koliko mogoče stvari si bomo otežili v tem procesu, tako da 11.11 je vedno pozitivno sporočilo. Super. Kaj pa, če vsak dan pogledamo ob istem času na uro, pa ni važno, koliko pokaže? No, mislim, jaz verjamem, da z tvojega vidika je pomembno, koliko je, ampak če se ponavlja to sporočilo, definitivno razlaga številnem nekaj želi povedati. Zdaj, če so to enice, je to običajno nek premik naprej. Če so to večinoma dvojke, je to neke vrste komunikacija, povezovanje, odnosi itd. Tako da tukaj je pač zelo odvisno od tega, katere številke so, definitivno je pa to sporočilo, ki nas želi usmeriti v neko področje ali opozoriti na neko situacijo. Kaj pa, če je to rojstni datum, da kar naprej gledamo na uri rojstni datum? Tega je pa veliko, to vprašanje tudi veliko dobim, to je tudi potrditev. Naš rojstni datum je vendarle naš zapis, da tako rečejo številčni. Se pravi, potrditev tega, da bodimo to, kar smo. Se pravi, če smo pred neko odločitvijo,
pa ne vemo, bi šli levo, bi šli desno. Če vedno znova vidimo svoj rojstni datum, to pomeni, da se odločimo tako, da bo nam najbolj prav. Zdaj, marsikdo tega ne zna, marsikdaj imamo pol občutke krivde, marsikdaj menimo, da moramo druge postavljati na prvo mesto. Jaz pravim, da je fajn, če se postavljamo na enakovredno mesto. Se pravi, ne jaz prvi, to ni ljubezen do sebe, ampak jaz in ti, se pravi, kaj za neko zdaj skupno dobro najboljše izbiram. Je pa seveda jasno, da najprej mora človek sebe imeti rad, da potem lahko deluje navzven. Na zdrav način sebe imeti rad, sebe sprejemati, se pravi, predvsem tiste stvari, ki nam niso všeč na sebi. Absolutno. Rekla sva že datum 11.11. Ampak tle imamo še 12 drugih datumov, ne? Prvi, drugi, tretji. So kakšni izrazito pozitivni, izrazito negativni? V bistvu pozitivni, negativni ne so pa različno močni. 10.10., 11.11., 1.1. so recimo taki datumi, ki so zelo energijsko intenzivni. Zdaj tam, kjer so enke. Tako, se pravi, takrat smo lahko tudi malo bolj razdražljivi. Definitivno nas pa življenje želi na te datume potisniti v poti, ki je prava za nas. Se pravi, tudi če nam ni prav. Se včasih dobimo tisto, kar potrebujemo, ne tisto, česar si želimo. Potem pa drugi, 3.3., 6.6., 9.9. so zelo sredotočeni na odnose, na čustva, na ljubezen do sebe. 7.7. je izvrsten za tiste razumske odločitve, za podzaveze, tiste stvari, ki so očim skrite. 8.8. bi v bistvu mogel biti tudi zelo popularen datum, ker pa simbolizira obilje, manifestacijo, zapravo tisto, da vzamemo svojo moč nazaj v svoje roke. So kakšna števila, recimo, ali bodi si datum, bodi si ura, ki nam želijo kaj sporočiti, če jih vidimo v nekem momentu? Recimo 9.9 je običajno poziv k temu, da malo pogledamo preteklost. Mogoče nekje nečesa nismo zaključili, nismo razrešili. 7.7 je tisti, recimo, ki opozarja tudi na resnico, na to, da mogoče nečesa ne vemo, če se nam sedmica zelo veliko krat pojavi, tudi 7.7 na registraciji, je velika verjetnost, da nimamo vseh potrebnih informacij za odločitev pred nami. Tako da zelo odvisno od samih števil, ampak načeloma 7, 9, enkrat tisto, kot so rekla, napredek, 6 je ljubezen, 3 je sreča. Vsi tisti, ki si želijo zanositi, trojka pomaga. Števila nas spremljajo povsod. Res je. Pa imajo povsod enak pomen. Recimo, če jih sanjamo, kar naprej eno in isto številko. Jaz mislim, da sanje so tisto, kar prihaja iz nezavednega. Če recimo vidimo na registraciji določeno številko, nas poziva k premiku naprej, avto se premika. Če vidimo na uri, nas nekako opozarja na nek časovni okvir. Se pravi, zelo odvisno, kje jo vidimo, pa tako bomo rekla tudi odvisno, o čemu razmišljamo v tistem trenutku, ko vidimo številko. Se pravi, sanje? Sanje, zelo veliko ljudi potem igra loterijo na te številke. Ne vem, če uspešno igrajo loterijo, ampak vem pa, da. Glede na število zadetkov bi rekel, da ne. Le grosuplo gre dobro. Ja, to je res, to je res. Zdaj, danes se lahko, mislim, si lahko kjerkoli naročimo oziroma najdemo to razlago števil. Kaj meniš ti o uporabi umetne inteligence kot pomoč v to? Jaz bom tako rekla, dala sem napoved za 2025 in sem bila sprva zelo prijetno presenečena. Potem, ko sem pa malo raziskovala, vseeno te globine nima. Zdaj, za nekoga, ki ga samo neka radovednost daje, absolutno nimam nič proti umetni inteligenci. Če pa zdaj govorimo o nekem malo bolj poglobljenem svetovanju, se pravi, prej si sam lepo rekel, 11.11, kako vpliva letnica. Če rečeva 2025 je leto 9. Če GPT ti bo povedal, da je to leto zaključevanja, itd. in ti bo razložil 9. Isto bo naredil za 2016. 2016 je bilo zelo drugačno leto, končnica 16 je karmična, se pravi, ti odstenki mu malo manjkajo. Človečnosti še. Ja, tako bom rekla. Veš, zdaj pa je že 22 let plus tega, kar se strokovno ukvarjam s numerologijo, pa se še učim, pa še vidim, kje neke stvari vplivajo en na drugega. In zdaj, če govoriva zdaj čisto konkretno o izbiri imena za otročka ali spremembi imena pri poroki ali nazivu podjetja, je zelo pomembno, s čim se to podjetje ukvarja, ker bodo neka števila, neke črke, neke kombinacije za gradbeništvo super, za šport katastrofa in tako naprej. Se pravi, ta del pa mogoče potem malo manjka. Ti zase praviš, da kome čakaš, da bo konec tega leta? Še dober mesec, verjamem, da boš zdržala, tako, ampak kaj nas čaka recimo v decembru, lahko kaj poveva? V bistvu te energije naslednjega leta se že zdaj čutijo, se mi zdi to ta mogoče malo nestrpnost, naj se že končno konča, ker se mi zdi, da nisem edina, da je mnogo takih, ki kar malo upamo, da bo drugo leto boljše. Drugo leto gremo v leto novih začetkov. Nov cikl se odpira za celotno človeštvo, se pravi, miru ne bo, ampak te stvari, ki se pa nam obetajo, pa naj bi prinesle napredek. Se pravi, tiste prave korake v pravi smeri. Medtem ko letos je tako,
kot da bi megla prodajali, če se vrnemo, ko me gledamo jutro. Delamo, pa nikamor ne pridemo. No, se mi zdi ta nestanovitna energija, o kateri smo tudi mi govorili, predno se je leto začelo, se je zelo izkazala za pravilno, da pač marsikdo se počuti nekako ne dobro več v svoji koži. Zdaj, tako če bi rekla, kot tudi kitajsko leto kače, levimo se, se pravi, neke stvari puščamo za seboj in ta vmesni čas je vedno malo neprijeten, ker ne veš čez dobro, v kaj greš. Ne trč ne imaš. Tako. Ja, ne trč ne imaš. Zdaj, radi zaključimo leto z določenimi projekti, sebe probamo nekako zaključiti in tako naprej. Kdaj zdaj, recimo datumsko, je še tisti čas do konca leta? 12. je super datum, v bistvu zato, da naredimo neko, bom rekla, čistko v odnosih. V smislu, kakšen nivo odnosov želimo imeti, kakšne ljudi imamo okrog sebe. A so to ljudje, ki nas vedno znova kritizirajo, ki nas ne podpirajo? A so to ljudje, ki nam mogoče nalijajo čistega vina, čeprav nam ni prav, ampak nam dobro hočejo? A so to zdaj ljudje, ki nas inspirirajo, da smo aktivni? Ali so to zdaj ljudje, ki radi igrajo žrtvo? Se pravi, 12. je izvrsten dan, da resnično ločimo seme od plemena. Se pravi, kje želimo biti, kako želimo biti, ker je seštevek 6 sigurno poudarek na domu, na družini, pa na ljubezni do sebe. Sprav na temu, kako imamo mi sebe radi, se znamo sprejeti, smo si všeč, pa da pustimo res za seboj vse tisto, kar za nas ni dobro. Je december čas za nove začetke ali počakamo na januar, na novo koledarsko leto? Jaz bi tako rekla, decembra puščati za seboj tisto, kar ne rabimo več, tako kot pač garderobo pustimo za seboj, potem pa januarja čim prej dati v prvo predstavo. Super, zdaj bi te z veseljem vprašal še kaj konkretno prinaša naslednje leto, ampak ne, prišparava to za konec decembra, prav? Dogovorjeno. Da gremo potem mesec po mesec, situacijo po situacijo. Tako. Lili, hvala ti za danes, lepo preživi ta 11.11. Enako, lepo praznujte doma. Bodo drugi narekovali, se veš, kako je. Okej. Hvala, vse dobro. Tudi tebi.